Prva zmota, ki se pojavlja v zvezi z delom enake vrednosti, je to, da ljudje razmišljajo kot enakem delu, kar pa seveda ne drži. Koncept dela enake vrednosti je širši koncept in se navezuje na to, da so dela, ki so zelo različna, lahko tudi enako zahtevna glede na merila, ki jih poznamo in ki jih tudi direktiva predvideva. To je prva taka zelo splošna zmota. Druga zmota je, da ljudje razmišljajo, da če je delo enake vrednosti, da bo v tem tudi plačila posameznikov enaka. Kar seveda ni res, ker plačilo posameznika ne določa samo delo, ampak potem tudi določene objektivne značilnosti pri posamezniku, kot je recimo delovna doba, uspešnost posameznika in ostale lastnosti, ki določajo potem, kakšno bo plačilo pri samem posamezniku. In tretja zabloda, ki se pojavlja, je, da je vrednost vezana predvsem na tržno vrednost, ki jo dosega posameznik na trgu dela ali pa neko delo na trgu dela. In tukaj seveda moramo razumeti, da koncept dela enake vrednosti se primarno navezuje predvsem na notranje vrednotenje. Se pravi, vrednotenje, kot ga opravi nek delodajalec, neka organizacija in se navezuje na to, koliko oni znotraj svoje organizacije vrednotijo to delo.